Imaš mogoče kakšno zgodbo od vseh izvajalcev pod tvojim record labelom ali pa ne, ki so pač nastopali tu, ki imaš tisti najljubši band, neko lepo izkušnjo, ki ti je vedno ostalo v spominu? Glih Heidi bo je to, pa to samo zato, ker mi ta tipična slovenskost, zato ker so mi pomagali pri Sazosu, da smo zmagali. Ne, tako, kot sem prej rekel, v bistvu je ta fora bila, da brat od glavnega kitarista, ki to vse piše, že več let poučuje na filozofski fakulteti japonščino. Okay. Tako da on je v bistvu doskrat tukaj. In oni so ti pred koncertom, preden tukaj nastopaš, dobiš pač neko listino, kjer se band odpove avtorskim pravicam za tisti nastop, zato da ti tega nimaš. Yes. Zakon. Ja, in meni je to Sazas vse normalno sprejel, oni itak takrat niso vedeli, kaj je, pa kaj ni. In potem je ven prišel film od Angeline Jolie, ki je med drugo svetovno vojno noter igra tudi Miyavi itd. In so njihovi komadi noter. In je začel Sazas vsem, ki so imeli karkoli z njimi, pošiljati za nazaj stvari. Za nazaj? Koliko let je to? Mislim, da je bilo 3 ali 4 leta. Pa se še spomnijo, like. Ja, in pač tako, ja, vi ste imeli koncert tako, ja, right, but yes. I own the copyrights for that show, tako da, In takrat je še bilo, da so oni meni za vsak slučaj prepisali avtorske za pač neko obdobje let, mislim, da je bilo 5. Tako da v bistvu v tistem obdobju, kar so oni pobirali, je bilo to huja denar, ne? Ker je to Radio 1 predvajal te komade itd., ne? Nice. In je bilo pač wait, hold up. You're taking up my money in pol me terjaš za nekaj, kar bi mogel iti k meni, ne? In je bila to cela zgodba in pač Obviously, ti imaš royalse, torej... Ja, ampak v enem momentu je bilo, ja, vi ste društvo, tukaj na pogodbi piše pa association, pa jaz tako, ja. To je ista stvar. The English version of it, ne. In takrat je bilo še društvo na mojemu domačemu naslovu v bloku v Šiški prijavljeno, ne. In jaz tako, ja pa koliko vi mislite, da je društvo za Japonsko z istim imenom na istem naslovu? Ja, tukaj ne morem pomagati. V sosednji sobi, pač. Ja, dva konkurenta. Angleški cimer, pač. Ja, veš, skozi steno. Miha, kot pravnika lahko detestaš, da je to legit, like... Ja, ampak pač... Pravniki stanejo. Ja, ne, ampak catch je bil, naslednji teden je pa prišel kitarist, ki je lastnik avtorskih pravic, svojega brata pogledati v Slovenijo. Of course. In sem jaz, močimo, ti prišel in je šel deti z mano tja. In pokaže on pasport, I am that guy. In oni gledajo, ja, ne vemo, ne. To ime ni enako, kot je ta pasportu, ki je v probli kančih, pa hiragani, ne. Ja, kaj so to, ene čečkarije, pač to... Ne, se imajo lepo napisan tudi po naše, ne? Ja, pač je lepo napisan, ne, ampak meni se je takrat stemnil, ne, in jaz sem pač rekel, ok, zdaj pa dosti tega, ne bomo več podpisovali teh pogodb, za odpravo, zato ker se očitno oni lahko spomenijo za nazaj, whatever, ne. In sem rekel, ja, let's make a record label, ker potem, ko imaš pa ti record label, ti pa v bistvu naš zakon nekako čudno to dela, da če je record label uradno registriran, potem imaš ti dokaz in si ti alfa in omega teh bendov, s katerimi si podpisan, in je to. In uni papirjev ne rabiš niti več podpisovati, in tako je v bistvu record label rato, tako da je v bistvu bolj convenient, kot kaj drugega. No? Kaj moraš še vedno paziti, da je pač društvo, da ni association? Kaj pa dejansko pomeni, da ti, se pravi, skupina podpiše s tvojim record labelom? Kakšen imaš ti zdaj reach? A ti lahko po celi Evropi turaš z njimi ali samo v obsegu Adrije? Touring je potem naknadno. Record label je trenutno dobesedno samo zaradi teh avtorskih pravic, da če oni pridejo sem, da ni problema in potem v bistvu se je vedno več bendov odločali, da iz Adrije to razširimo na Europe. Iz preprostega razloga, veš, kaj polje mene, naprimer, mi imamo Sazas, ampak Belgijci imajo pa verzijo, ki je še 16-krat slabša, če si lahko predlagaš. Mislim, Powered up?
Sazas? Vem, da v Nemčiji obstaja neka Super Saiyan ali whatever. Let's go. V Nemčiji so hardcore, ker tudi YouTube blokirajo itd. Nemci 3/4 YouTube linkov sploh ne morejo videti. Nice. Pa boh ne, da bi kaj to orientiral, ne? Ja, ne, to je konc. Ampak Belgija, live music, disaster. In to je v bistvu po moje tudi... Se v Belgiji ima največje koncerte, EDM pa zdevce. Ja, sej zato, ker tam pač tudi ful težko opredeli. Ampak k meni je prišel ravno zaradi sage, se je pač notor uštulil in je poslušal in je rekel, da je da je ful podoben en komad od Skrillexa in je kar hotel kazen napisati na licu mesta. In je tip napisal kazen, mislim, da za okoli Jurija evrov takrat. Tebi kot record labelu ali skupini? Ne, pač izdal je pač menkrat tour managerju. Okay. In ni bilo takrat venue managerja zdraven. In jaz sem pač, whatever, bomo itak spodbijali, da pač ni to isto itd. In pride venue manager in ga je prepoznal očitno. In sta se začela dret, kloftat, ni da ni. Jaz sem mislil, kvada hell se dogaja. To se ne bo dobro išlo. Ja, in jaz sem mislil, ta bi bo še 15-krat večjo kazen napisal in venue manager ga dejansko pok. Tako kao, pejt ven iz mojega, a si kupil karto, ker tip je prišel pol na koncu, ki je bil v bistvu že nekak after, bla bla bla. In kje imaš karto? Nimam. Kup karto. Ja, in koliko je karta? Ni več kart. Ne, je bila karta. Je bila karta, veš. Sam je bila pa cena 20 evrov več, kot je on kazen napisal. In grete lahko še na pijačo potem. In on pač venue managerju, ti ne moreš meni karte dvigant. Pa tako name pokaže, on je pa tour manager, on pa lahko. In sem rekel, vete, za zamudnike je pač tako, pač tako imamo policy, kaj ne zdaj, In je ti pa sam šel ven in je bilo to. Ampak jaz nisem videl toliko agresivnega, pa veš, kak so bili, ful so prijazni, ta La Garage je to, mi z njimi delamo, zdaj smo imeli glih 13. obletnico, vedno prijazni, ne vem, kaj tukaj s kolegi. Takrat. The dark side. Takrat se boje pa sneli in je prav mi pol razlaga, pač ne, jaz imam ti golazni polhen klinac, on tukaj stoji in on ima nekaj podobnega kot Shazam, veš tisti app, ki predvajaš pa ti pove, kjer komad je, ne? Ampak da imajo oni nekaj svojega, ki že na 2 ali 3 note ujame to in ti pol v bistvu en komad ima lahko 20 variacij od istega in te na podlagi tega lovijo in je rekel, da to je glavni problem naše live glasbe in zakaj rocka in metala in tako naprej ni, ker, let's face it, na kitari ti lahko enkrat zmanjka riffov, in pač moraš neki moraš narediti, pa je nekaj izvedba. So že pokazali, da 3 note so dejansko, 4, exactly, ne. Mislim, saj pač glasba je basically matematika, ne. Don't ruin it for me. S temi 4 minutami pa je lahko katerikoli pop song, ki ga... To so dokazali, res. Mislim to pa v končni fazi tako omejeno število kombinacij teh tonov je prijetno za našo uho. Mislim, tako 5% nekaj, ker drugi decibeli niso... Just don't include math in this. Blaž se tam le zelo lepo smeji, ker točno ve, kaj mislim. Čak, daj mi pojasni, kak se napiše Heidi? A je prav Heidi ali je Hades, ali ne vem. Švicarska Heidi. Pa nujno pika na koncu, ker je exactly to bil spet problem. Japonci očitno zato, da nimajo copyright vejce in pike so in... Ko prvi zadetek is a work of children's fiction published by Swiss Art. Heidi, seveda je Heidi to prvi. Nujno spiko, tako da mogoče v narekovaje, daj pa bo lažje. Pa dajmo band, pa je to.